Spoštovani in spoštovane, dobrodošli v zadnji epizodi podcasta Zagreda tek v letu 2024, ki je bilo dolgo nabito z akcijo, zanimivo, ja, pa vendarle je prišlo k koncu, veselimo se že novega, vendarle naredimo piko na i, ja, čudoviti sezoni in prisluhnite in si ogledajte še eno epizodo podcasta Zagreda tek. Danes imam zanimivo temo za vas, ampak še predtem kratek uvod. Če oddaji še ne sledite na socialnih omrežjih, če še niste naročeni na YouTubeu, spodaj je link, naroči se subscribe. S tem mi pomagate, da podcast doseže nove gledalce, nove gledalke in potem tudi zanimive tekače in tekačice, ki postanejo moji gostje. Hvala tudi donatorjem, ta mesec še posebej. Hvala Vesni, Davidu in Mateju, zaradi vas lahko vzdržujem sicer skromno, ampak nujno opremo za snemanje te oddaje. Hvala in se priporočam še naprej. Današnja tema je psihološka priprava tekačev na dolge proge, še prej pa par novic in dogodkov, ki se dogajajo na terenu. Decembra dobili smo nov slovenski maratonski up in potencial, to je Jakob Medved, ki je v začetku meseca odtekel svoj prvi maraton v Valenciji in z odličnim časom 2 uri in 23 minut poskrbel, da ga bomo sedaj še bolj spremljali. Jakob nam je znan po nekaj odličnih polmaratonih, med drugim po tistem duelu s Primožem Kobetom v Palmanovi, pa po njegovi zmagi na polmaratonu v Ljubljani, kjer je tudi postavil mlajši članski rekord z 1:07:13. Valencija, če sem jo že omenil, producirala je spet izjemne rezultate, spet bo treba enkrat iti tja v tiste konce. Po poplavah so to izvedbo organizirali na čast žrtvam in zagon obnovi. Na progi se je dogajalo marsikaj, nase pa je najbolj opozoril mladi Kenijec Save, ki je z 2:02 napovedal, da je morda prav on eden od naslednikov velikih Kelvina Kiptoma in Eliuda Kipčogeja. Mimogrede, Valencija je samo mesec pred tem dobila tudi svetovni rekord, tokrat v polmaratonu. Etiopijec Jomif Kejelča je novo znamko 57:30 postavil prav tam. Tako. Še en svetovni rekord je bil letos postavljen na cesti, tokrat ženski maratonski Chicago. Ima sedaj v lasti tako moškega kot ženskega. Ženski prvi po 2:10, sedaj zapisan v analih z imenom Ruth Čepengetič, 2:09:56. Kakšen napredek v ženskem maratonu? Ja, pričakujemo podobnega tudi v slovenskem nasploh. Konec leta je tudi čas, ko se podeljujejo naslovi najboljših atletov in atletin v sezoni. Na svetovni atletiki so podelili nekaj zanimivih nazivov, zanimajo nas predvsem tekači v ženski konkurenci. Absolutni, med atletinami je slavila kdo drug kot Sifan Hassan, zlata maratonka iz Pariza in nasploh tekaški fenomen, saj nastopa na razdaljah od 1500 metrov do maratona. Pri moških je glavno lovoriko odnesel šprinter Lecile Tebogo, olimpijski zmagovalec na 200 metrov, med nestadionskimi atleti pa je bil prvi olimpijski zmagovalec v maratonu Tamirat Tola. V Sloveniji sta atleta leta Kristjan Čeh in Lija Postolovski, pričakovano. Tekači pa so dominirali predvsem med mlajšimi člani, kjer je pri moških slavil Matic Jan Guček pred Praprotnikom in Botolinom, pri dekletih pa Veronika Sadek pred Lizo Šajn in Hano Grobovšek. Atletski novici sta tudi, da je stari in novi predsednik Atletske zveze Primož Feguš, še en 4-letni mandat ga čaka, odlično delajo tam na letališki. Pa druga novica seveda, da bosta Kamnik in Velika planina v letu 2026 gostila Evropsko prvenstvo v gorskih in trail tekih, prava poslastica na domačih tleh. Če smo pri gorskem teku, najgorski tekač leta je Timotej Bečan, najgorska tekačica pa Lucija Krkoč. Pri trailaših zmaga za sestro in brata Tratnik, Marko in Petra sta najboljša trail tekača sezone v Sloveniji. No, toliko za uvod.
Za letos smo po večini utekli svoje, še kako malenko za piko ne naredimo, potem pa pogumno v leto 2025. In če smo že pri tem, par dni nazaj sem na svoji spletki minimalist.si objavil koledar tekaških prireditev za prihajajočo sezono. Ja, če boste pošpegali nanj, boste morda dobili kako idejo za kak tek, ki ga še ne poznate, sicer pa če najdete kako napako ali če kaj manjka, se priporočam za feedback. Sedaj pa k temi tedna. O psihološki prepravi, o mentalnih izzivih in o profilih tekačev sva zanimivo pokramljala z izkušenim in znanim športnim psihologom, profesorjem dr. Matejem Tuškom. Spoštovani in spoštovane, draga tekaška, ja, publika, ki med temi prazniki prav gotovo ne teče veliko, ja, boste rekli, lažeš, seveda tečemo, pravi tekači tečejo ves čas, vsak dan, tudi, ko je -15, snežni vihar, pa božično jutro. Čestitam vsem in vas pozdravljam. Tale epizoda bo šla ven, ja, 26. decembra, državni praznik. Poležite danes malo dlje, pa potem boste šli ven na sonce, pa na sneg, pa tole epizodo preklopili, dali v ušesa slušalke in poslušali mene in mojega dragega gosta, profesor dr. Mateja Tuška. Matej, pozdravljeni. Dober dan. Kako ste, Matej? Dobro, zimsko. Kako pa vi dojemate praznike? Je to za vas ležeren, miren čas ali ste aktiven? Pa ponavadi je tako, posebej te božični prazniki vedno sledijo enemu zelo burnemu obdobju. To je obdobje, ko imam jaz pravzaprav največ dela, zelo veliko na fakulteti, zelo veliko v različnih podjetjih. Športniki so v polnem pogonu, tako zimski športi kot tudi drugi športi, še letni, nogometaši, rokometaši, košarkaši, odbojkarji. Tako da imam pravzaprav veliko dela in ponavadi komaj čakam te praznike, zato ker to pomeni, da se bom nekoliko spočil lahko, ampak seveda to pride šele potem od božiča naprej. Do božiča sem pa na polno zaposlen. Sem vesel in se zahvaljujem na tem mestu, da ste si vzel tale čas tudi za najin pogovor. Spoštovana publika, kdo je profesor dr. Matej Tušek, veste, če ne veste, on je vodilni strokovnjak na področju športne psihologije v Sloveniji z več kot 30-letnimi izkušnjami. Najbrž ste ga že zasledili, da je bil eden tistih, ki je pomagal imenom, kot so Tina Maze, Primož Roglič, Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Rajmond Debevec in tako naprej. Tudi pri ekipnih športih je močan, avtor številnih knjig, predavatelj, človek, ki je znanstveno srednjo oplemenito z več kot 400 deli. Njegovo delo pa vključuje tudi svetovanje in sodelovanje športniki iz ekip iz Španije, pa iz Amerike, Hrvaške, Italije, mislim, da celo Azerbajdžana in tako naprej. Tako da mislim, da je eden tistih, ki je res poklican, da kakšno reče tudi o psihološki pripravi tekača, rekreativca, če smo že pri tem. Namreč delate tudi z rekreativci, dr. Tušek, ne? Ja, čeprav včasih se vprašam, koliko so ti rekreativci, pravzaprav v resnici rekreativci, ker velikokrat namenjajo kar primerljivo količino ur treninga, kot pa to delajo tudi vrhunski športniki. Je pa res, da so včasih to starejši ljudje, ki so si to vzeli kot eno vrsto resnega hobija, skozi katerega poskušajo neke svoje osebne cilje, ki so seveda tudi velikokrat tekmovalni, ampak niso namenjeni ravno tistemu, recimo, udeležbi na olimpijskih igrah, ampak nekoliko nižje, ne. Ampak seveda imel sem pa v svojem obdobju veliko tudi raznih tekačev, tako na eni strani šprinterjev, kot na drugi strani na srednje, dolge proge, tudi maratoncev, kar nekaj naših najboljših slovenskih maratoncev, z njimi sem tudi sodeloval, pa smo se skupaj učili, namreč maratoncev pri nas ni ravno na pretek, tako da je treba velikokrat kaj skupaj pogruntati, ne moč vedno samo prebrati pa potem to aplicirati, ampak se skozi delo s športniki seveda tudi učim, zato tudi toliko časa vztrajam, ker je vedno kaj novega. No, pa na pol ste mi že odgovoril na vprašanje, ta razlika med vrhunskimi športniki in, dajva reči, profesionalnimi rekreativci, skoraj da, ali pa rekreativci, ki so bolj zagrizeni. Rekel ste, starejši, srednjih let, recimo tudi situirani,
moški, tudi ženske, ki si postavijo nek poseben cilj, poleg vseh ostalih, ki so jih v življenju že naredili. Kje bi vlekel usporednice, kje pa bistvene razlike, če na kratko rečeva. Na eni strani imaš športnika, ki je to poklican in je to njegov poklic, delo in šport in to mora početi, na drugi strani pa človeka, ki se je za to skoraj da čisto prostovoljno sam odločil. Ja, pravzaprav tudi vrhunski športniki, ti mladi so se odločili prostovoljno za to, ampak je dejstvo, da posebej, če izpostavimo ali pa če izločimo vrhunske športnike, ki so res dobro plačani, to so pravzaprav ponavadi izključno športniki v ekipnih panogah, pa seveda na dosti visokem nivoju, te trenirajo in nastopajo za denar. To je njihov poklic, to je njihov posel, medtem ko vsi ostali mladi športniki seveda lahko zraven tudi kaj zaslužijo, ampak generalno je pa to njihov poklic, nekako bomo rekli, ponavadi do konca šolanja, ne? Ali pa še kakšno leto kasneje, potem se pa tega ne da v nedogled peljati tudi zato, ker je pač človekovo telo se začenja starati in ker je, ne vem, pri 40, 45, 50 letih težko delati vrhunske rezultate, primerljive z najboljšimi na svetu, čeprav tukaj bi nas že demantirali, recimo Raimond Debevc, ki je v zadnjih letih dosegel spet svetovne rekorde, pa potem recimo en japonski skakalec Kasai, ki pri 52 letih še vedno skače preko 200 metrov na največjih tekmovanjih, pa ne nazadnje tudi Peter Kauser, ki ima tudi preko 40 let, ne, pa tudi mnogi drugi športniki v ekipnih panogah, individualnih panogah, kjer je izjemno veliko potrebno trenirati, so še vedno nekje tja do 40 leta sposobni recimo podaljšati kariero, recimo ta trenutek je v Ljubljani v ACK Voleju podajalec Finc, ki je star 46 let in je v vrhunski formi, ne? Kar vse dokazuje, da se da tudi kasneje še dosegati vrhunske rezultate, vendar večinoma, večji del vrhunskih športnikov zaključi svojo vrhunsko kariero nekako, potem, ko nimajo več v narekovajih, bom rekel, izgovora, zato ker so doštudirali in hočejo doseči neko, bomo rekli, ekonomsko neodvisnost, te pa ne moreš, če nimaš svojega vira dohodkov, ne? In ko enkrat nimaš več izgovora, ker si šolo zaključil in nekako starši tudi pričakujejo, da se boš počasi zaposlil, če tega ne omogoča država, kar pri nas za najboljše sicer do neke mere nivo svetovnega športnika, razreda svetovnega in mogoče tudi mednarodnega športnika, tle država podpira zraven najboljše športnike, se pravi, če nimaš več svojega vira dohodkov, potem pač moraš počasi zaključiti in iti v neko nešportno kariero. Jaz si nekako bolj iščem primerjave in pa razlike v tem, koliko je ta pristop vrhunski, ne? Zato sem prej tudi omenil, ne, da imajo včasih kakšni rekreativci podobno vrhunski pristop, vendar si ga lahko privoščijo kasneje kot obliko hobija, rečemo, ne? Ker so ekonomsko toliko močno situirani, da lahko to sami financirajo. Prej, seveda pri 25 letih, 30 letih to zelo težko sam narediš, ker moraš zraven hoditi še v službo, poleg tega imaš pogosto majhne otroke in je to pravzaprav nezdružljivo. Seveda je pa ta vrhunski pristop lahko enak ali pa zelo podoben, tako med vrhunskimi športniki kot rekreativci, sami vrhunski rezultati pa ponavadi rekreativci jih ne dosegajo, zato ker sem posebej rekel, če se to dogaja v nekoliko starejšem obdobju, je seveda zob časa naredil svoje in potem lahko dosegamo relativno lepe rezultate, ki pa se nekako merijo v kategoriji, bomo rekli, ali seniorjev, ali kakorkoli jim že rečemo, veteranov, ki pa imajo seveda za posameznika zelo visok ali pa zelo velik pomen lahko, na nivoju vrhunskega športa, absolutnih rezultatov pa seveda malo manjšega. Se vam zdi, glede na to, da ste v tem poklicu, v tej profesiji že 30 let, pa tudi rekreativce najbrž spremljate ob vrhunskem športu toliko časa, so se zadeve na tem področju kaj spremenile? Smo postali v zadnjih desetletjih bolj zagrizeni rekreativci, je več ljudi, ki v srednjih letih, kot se dejal, jaz sem tudi v srednjih letih, vendarle samo 5 let starejši od najboljšega slovenskega maratonca, ki je tudi že krepko čez 40, da mu bo še kariera dolga, tako rekoč. Ampak smo
postali, glede na to, da je dostopnost, bom rekel, in tehnologije in treninških protokolov, na vse zadnje prehrane in tudi psihološke podpore, toliko boljša dostopnost informacij, tudi smo zaradi tega postali v srednjih letih te bojevniki, ki smo bili prej rekreativci, ki smo malo trčkari ali pa hodili na nedeljski fuzbal, zdaj smo pa vsedni tekmovalci, ki moramo narediti, ne vem, 16 maratonov na leto, Ironman, tekmovati in se zato pripravljati praktično tako kot najboljši slovenski maratonci. Je tega več, smo, ne vem, tudi še skozi leta postali bolj obsedeni, če lahko rečemo v narekovajih. Ja, zelo težko bi to enoznačno odgovoril. Prva stvar, ki se mi zdi absolutno prisotna, je napačno razmišljanje, da smo Slovenci športni narod. Mi imamo veliko vrhunskih dosežkov, ampak z vrhunskim športom se ne ukvarja zelo velik del populacije in danes nekako sodobni moderni narod naj bi imel športno aktivne ljudi, če želimo dolgo in zdravo in kvalitetno živeti. In tako kot smo mi na nivoju vrhunskega športa, če gledamo našo velikost oziroma število prebivalcev, res med najuspešnejšimi državami na svetu že leta, ali pa mogoče 20 leti. Tako na področju rekreativnega športa nismo tako ekstremno dobri. Ne, da nismo dobri, če se primerjamo s kakšno Indijo ali pa kakšno azijsko deželo, smo še zmeraj bistveno pred njimi, ampak razvit Zahod je nekoliko boljši, se pravi, so nekako razumeli, da je večja količina ali pa več športno aktivnih ljudi, večja garancija za zdravje v kasnejšem, v tretjem življenjskem obdobju. Ne smemo pa pozabiti tega, kar ste prej posebej omenili, da imamo kar nekaj naših maratoncev, ki so starejši. Maraton je zelo specifična disciplina. Pravzaprav se z leti trening akumulira in je praktično pri 25 letih v slovenskih razmerah težko imeti dobrega maratonca, ker je to pač 10 let premalo treninga za to. Poleg tega je maraton tako specifično težka disciplina, tudi bomo rekli psihično gledano, z vidika prenašanja bolečine, z vidika samokontrole, da pravzaprav mladi nimajo tega nivoja zrelosti še, da bi to lahko tako dobro počeli in zato marsikdo v kasnejšem obdobju lažje doseže. Ampak kljub vsemu je treba vedeti, da pri 50 letih bo pa težko na olimpijskih igrah doseči nek vrhunski rezultat, pri 40 pa seveda še, absolutno. Tako da tukaj je zagotovo tega več v zadnjem obdobju, več imamo ljudi, ki se ukvarjajo s tekom, ker je tek nekako maksimalno dostopen, ker imamo tudi kar nekaj stroke, tudi za rekreativce v zadnjih recimo 10 letih, veliko centrov, kjer se ukvarjajo s tem, da pomagajo, trenirajo rekreativce in tudi zato, ker mnogi ljudje ugotovijo, da je v neki redni telesni aktivnosti oziroma v nekem premagovanju naporov, kar jih tek, zdaj govorimo ne o šprintih, ampak bolj o tekih na ki bolj dolge, daljše razdalje, vsaj pol maratona ali pa 10 kilometrov, lahko prenaša tudi neko soočenje s samim seboj, neko učenje, samo premagovanje in tukaj smo zagotovo v zadnjih letih dobili več posameznikov. Me je pa strah seveda, da se to ne bo nadaljevalo, zato ker populacija, ki prihaja, velikokrat kaže izrazite odpor do telesne aktivnosti oziroma šport jim ni več tako blizu, kot jim je bil včasih. So veliko bolj razvajeni v tem smislu, da raje se igrajo na računalnikih, igrice in podobne stvari. In zelo težko si predstavljam, da bo ta generacija v njihovih 40 letih posegala po teku, bi se moralo nekaj zelo drastičnega spremeniti oziroma bomo morali ustvariti neke sisteme marketinga od zunaj, da bomo ljudi prepričali, da se bojo temu, kar prenaša hitro trenutno zadovoljstvo, odpovedali v zameno za nekaj, kar v prvi fazi vsekakor predstavlja veliko napora in na nek način ni toliko atraktivno, kot pa neke druge hitrejše zadovoljitve. Da ste lepo povedali, velikokrat se tudi mi, ki smo bili v vodah organizacijskih, različnih tekaških prireditev in opažali, da se skozi leta, v zadnjih 15 letih sploh, ta demografija pomika
Najprej je bila tam okrog 30 do 35, zdaj je že krepko čez 40, kar pomeni, da se staramo, kolektivno se staramo tisti, ki smo tekaško aktivni, recimo, a ne? In smo A veste, to je ja. še ta generacija, ki je še bila navajena peš v šolo hoditi, s kolesom se voziti, da ne. To je še ta generacija. Nove generacije bo veliko, verjetno bistveno manj in bo treba najti veliko bolj agresivne pristope, če jih bomo hoteli spraviti nazaj v neko telesno aktivnost. In evo, pa bo pridela do teme današnjega pogovora, na koncu je to tudi mentalna priprava. Zdaj, če se čisto osredotočiva na rekreativce in mentalni trening, pripravo in tako naprej. Zdaj, včasih je bilo pri priročnikih tekaških, biblijah in tako naprej veliko poglavij o treningu, pa potem nekaj opremi, pa nekaj prehrani, pa tako naprej. Potem na koncu eno malo poglavje, zdaj pa še mentalna, motivacijska in tako naprej, kakšna hitra priprava, več pa ne. Zdaj temu se vedno več posveča, ne samo v vrhunskem športu, tudi v rekreativnem. Vaše mnenje, se pravi, ali je rekreativni tekač, oziroma kateri rekreativni tekač pravzaprav potrebuje en način mentalne podpore, psiholoških nasvetov in tako naprej, da se s svojim športom lahko bolj celostno, bolj zdravo ukvarja? Osnovna ideja rekreacije je, da ti v telesni aktivnosti najdeš neko zadovoljstvo, neko uživanje, ne? In v tem kontekstu je pravzaprav karkoli ti pripomore k temu dovolj dobro. Zdaj, a je to tek ali tek kombiniraš še z nečim drugim, pravzaprav sploh ni pomembno, ne? Če se pa ti zdaj poskušaš deklarirati kot tekač, pa poskušaš skozi teke, potem tudi tekmovati, dosegati neke rezultate, izboljševati te rezultate, če je to tvoj cilj, ne? Če ni več cilj samo to, da uživaš vmes, ker tečeš, gre za pol ure teči ali pa za 1 uro teči. Pa če si tekel 1 uro, ti je v redu, če si tekel pol ure, je v redu, če si tekel 2 ure, ti je tudi v redu. Nimaš nobenih posebnih ciljev, kar se seveda zelo redko zgodi. Začneš sicer na tak način, potem pa, ko priješ do tega nivoja, si pa začneš postavljati drugačne cilje, bolj zahtevne, ne? In pri postavljanju pogojev za to, da lahko te bolj zahtevne cilje dosežeš, je pa seveda psihična priprava bistveno bolj pomembna. Čeprav na prvem mestu niti ne govorimo o psihični pripravi, najprej govorimo o motivacija, ne? Motivacijo za vrhunski šport ponavadi ni treba prav veliko iskati, vsaj na tekmah ne, medtem ko motivacijo za rekreativni šport pa. In tudi niso, a veste, to niti slučajno ni tek dober za vse rekreativce, za tiste, ki imajo radi tek, ne? Jaz sem včasih pred maratonom Ljubljana velikokrat dobil kakšne vprašanja po mailu, pa me enkrat vprašala ena potencialna udeleženka, kako naj se pripravi, da bo trenirala za maraton, če ne mara teka, ne? Moj odgovor je bil, ne hodite na maraton, če ne marate teka, dajte se s čim drugim ukvarjati, tisto, kar vam predstavlja veselje, ne? Zdaj, da greš na maraton zato, da boš frajer ali pa da boš rekel, da si šel na maraton, to je popolna neumnost. Vsak si mora v smislu rekreacije zbirati tisto rekreacijo, ki ga veseli, ker tam bo potem lahko vztrajal tudi takrat, ko bo težko, drugače bo seveda zelo hitro popustil. Ampak če smo našli v teku neko naše veselje, ne, se zelo hitro potem začnejo potrebe spreminjati, pa hočemo izboljšati nek rezultat. In ko hočemo izboljšati nek rezultat, seveda pridemo zelo hitro do nekih platojev, do nekih barier, zastojev, ki jih pa največkrat lahko premagujemo z neko ustrezno psihično pripravo. In znotraj te psihične priprave se včasih ukvarjamo s tem najprej klasična priprava na tekmo, tako kot je tudi v vrhunskem športu, tekma je stres, na tekmo se je treba pripraviti v smislu ene oblikovanja prednastopne rutine, procedure, ki nam pomaga, da smo na tekmi vedno umirjeni, sproščeni, samozavestni, ustrezno aktivirani, ne? In če to delamo vedno na nek podoben način, je potem lažje ali pa manj nihanja na tekmah, ne? Potem bolj lahko napovemo, da bomo dejansko, mi rečemo psihologi, v ideal performance stateu, se pravi na idealnem nastopnem stanju, ki meni omogoča, da takrat naredim tisto, kar je moje telo največ sposobno v tistem trenutku, ne? Ampak generalno potem pa seveda v teh vzdržljivostih panogah se ukvarjamo tudi s povsem drugimi specifičnimi stvarmi. Kako prenašati bolečino, kako iti ven iz telesa, kako ne čutiti, kako je tvoje telo utrujeno, na smrt utrujeno. To so pa posebej posamezne tehnike, s katerimi se moramo res učiti, pa je potrebno veliko treninga, da si sposoben potem samega sebe
tako dobro obvladati, da teh teže telesa, bolečine in tako ne čutiš, oziroma da čutiš toliko malo, da lahko potem te meje dvigujemo tja čist do ravni neke fizične, fiziološke meje, ki jo imamo pač v nekem obdobju pripravljenosti. Tako da tukaj je zagotovo psihična priprava absolutno smiselna, ampak to zdaj ne pomeni, da morate vsak teden hoditi k psihologu. To je pač ene parkrat se dobimo s psihologom, definiramo problem, potem pa ponavadi se te stvari nekaj naučimo, potem pa pridemo vsake toliko časa pred kakšnimi akcijami prediskutirati neke stvari. To ni zdaj pristop, ki je čist enak vrhunskemu športu. Zdaj ste že naštel glavne probleme, s katerimi se rekreativci soočajo, recimo nek strah pred tekmo, strah pred dosežkom, strah pred bolečino in tako naprej. In to je treba nasloviti. Zdaj najbrž pridejo rekreativci do vas pred temi izzivi, morda po izzivu, pa za naslednji izziv, da se pripravijo čisto naključno, najbrž zelo različno hodijo in se obračajo na vas. Mislim, če bi potegnil morda, kaj imajo skupaj te rekreativci, ki se obrnejo na vas, poleg tega, kar ste že povedal, ne, se pravi, kaj je glavna stvar morda slovenskih rekreativcev, strah, s katerim se soočajo, problem, ki ga potem vi naslovite poleg tega, kar ste že povedali, ali je to v bistvu to? To je ena stvar, druga stvar, ki je še mogoče prisotna, je to, da je v Sloveniji je zelo malo selekcije. Zakaj? Zato, ker nas je pravzaprav malo, ne? In je ta reagiranje v stresu ni tako zelo dobro osvojeno. Zakaj? Ker je nenazadnje tistih nekaj rekreativcev, ki tekmuje, ni take selekcije, kot če si predstavljate recimo sam proces. Če si vi predstavljate, da ste šprinter v Združenih državah Amerike, preden vi pridete na olimpijske igre, ste že toliko enih zelo pomembnih tekem dali skozi, da tisti, ki ni bil dosti dober, pač ni prišel niti, tisti, ki je prišel skozi kvalifikacije teka na 100 metrov v Ameriki, tisti je seveda sposoben olimpijsko medaljo zlato osvojiti brez težav, ker drugače sploh ni bil sposoben priti čez ameriške kvalifikacije. Teh hudih pritiskov pri nas ni in zato imajo naši, kadar grejo potem na neke velike tekmovanja, lahko nekoliko več težav in zato je še toliko bolj potrebno, da se pač na te stvari pripravijo, ker je pač tega stresa ali pa ker so se premalkrat znašli v tovrstni situaciji. Drugače je pa cel pristop zelo podoben kot pri vrhunskem športu, samo da so cilji mogoče malo drugače, bolj ponavadi namenjeni nekim lastnim dvigom rezultata, kot pa absolutni konkurenci oziroma primerjavi, kam pride. Recimo človek, ki gre na en maraton, si ponavadi postavi cilj, hočem toliko in toliko teči, hočem za toliko in toliko izboljšati moj najboljši rezultat, ne štarta pa na to, da bo prvi, ne vem, na bostonskem maratonu ali pa newyorškem maratonu. Bolj je to nek obračun s samim seboj, skozi neke individualne karakteristike, ki so seveda od posameznika do posameznika različne, niso to nujno najbolj odporni, stresno odporni ljudje, imajo čist neko svojo zgodovino, neke svoje specifike in skozi neko, bomo rekli, psihološko svetovanje, da ne uporabljam besede psihoterapijo, ker s temi ljudmi ni čisto nič narobe, a oni želijo samo neke svoje lastnosti še izboljšati, zato da bojo lažje z nekimi vzdržljivostno in psihično res težkimi preizkušnjami lažje upravljali. Skratka, skozi to pogovarjanje o tem poskušamo postaviti neke individualna pravila, ki se jih potem on poskuša držati v času priprave na tak preizkus in pa potem tudi tekom samega preizkusa. Ja, terapija ima v Sloveniji morda čisto preveč negativno konotacijo, posebej neka psihološka terapija, glede na to, da to marsikje na zahodu uporabljajo čisto iz preventivnih ali pa čisto običajnih razlogov. Kot coaching rečemo velikokrat. In če uporabljamo besedo coaching, potem je tudi manj negativnega prizvoka, kot pa če rečemo psihoterapija. Najbrž lahko marsikdo, ki tole posluša, rekreativec, pa ima določene težave, pa rekel, naj si bo z nekim maratonsko preizkušnjo prej, vmes, kasneje in tako naprej, sam pomaga. Ali je vseeno dobro, da se s kakšnim strokovnjakom pogovori, naredi kakšno seanso ali dve, ali pač kakšen trik, da jim rečete, se vi pa ne rabite nekih globokih pogovorov, naredite to pa to, oziroma sproste se pa čao.
Ja, mogoče včasih fajn, če pride enkrat, dvakrat, trikrat, da dobi neka navodila, pa potem deluje. Jaz na nivoju rekreativcev tako ponavadi prakticiram, da naredimo eno tako skupno psihično pripravo, dobijo potem tudi programe, ki jih potem sami uporabljajo naprej. Seveda, kar nekaj stvari sem pa tudi napisal v knjigah, tudi kar nekaj mojih vaj je dostopnih, spletu se jih da kupiti in tako naprej, tako da veliko stvari lahko, marsikdo lahko sam poskusi, pa če vidi, da ni dovolj uspešen, se pa javi pri meni ali pa pri kateremu drugemu psihologu, se nas je kar nekaj zdaj v zadnjem času v Sloveniji, kjer lahko to poskušamo pomagati, ne. Je pa dejstvo, da je to nek tak skupni proces, ni nekih povsem, to ni tak recept, kot če pečete potico, pa točno piše, koliko gramov moke, pa kvasa, pa orehov morate dati noter, ampak to je pač malo bolj tak proces, kjer skupaj s psihologom ugotavljamo vaše značilnosti, kako reagirate, kje imate kakšno prednost, kje imate kakšno slabost in potem poskušamo delovati potem na te slabosti, zato da je potem učinek toliko boljši. Prej ste omenili motivacijo. Imate kdaj, rekel, tudi kakšnega klienta, ki ima pa težave s preveč motivacije in ga to vodi na drugi strani v pretirano treniranje, pretirane želje in izgorelost na vse zadnje, ki je lahko tudi posledica pretiranega športanja? Ja, velikokrat se to dogaja, posebej takrat, zato pa pravim, da je zelo pomembno, da postavimo nekako tudi cilje tega sodelovanja, pa tudi cilje ukvarjanja s športom, ne. Kadar je zdaj vrhunski šport, tam se je izgorelost velikokrat pojavlja, ne. Na področju rekreativnega športa pa tudi, ne, zato ker včasih posebej starejši ne razumejo, da je potrebno prilagoditi trening njihovim trenutnim sposobnostim, njihovi starosti, njihovim nekim drugim značilnostim, ne. To so stvari, ki pač zahtevajo en celosten pristop. Jaz nekako ponavadi to tako ilustriram, pa potem lažje ljudje razumejo. Če imate enega golfa, pa z njim vozite normalno po cestah, boste imeli na 15 do 20 tisoč kilometrov servisa, ne. Če pa imate tega golfa, pa z njim konstantno dirkate na dirkališčih 200 kilometrov na uro, potem pa seveda to 15 tisoč kilometrov ne bo dovolj, bo pa treba ta servis delati mogoče na 3 tisoč kilometrov ali pa 5 tisoč kilometrov, ali pa boste morali noter dati malo boljša olja, pa in podobno je tudi s človekom, ne. Zdaj, če se človek živi eno povprečno življenje, nobenih posebnih naporov, potem pač tudi ne potrebuje nekega psihologa ali pa nekega svetovalca za prehrano. Če pa poskuša doseči neke težke cilje, pa seveda vsaka taka pomoč, tudi fizioterapeuta, recimo tudi trenerja za tek, absolutno dobrodošla in mu bo pomagala, da bo dosegel neke rezultate brez mogoče pretirano škodljivih stvari, ki bi spremljali ta njegov dosežek. Če so že ravno pri ekstremnih naporih, ste imeli opravka tudi s kakšnimi ultramaratonci, ti ponavadi z neko motivacijo nimajo težav, imajo kakšne druge morda izzive? Ja, pravzaprav sem imel kar nekaj ultramaratoncev, tudi z Mravletom sem bil večkrat na vezi, tudi mislim, da sem en uvodnik v njegovi knjigi napisal, potem pri meni so bili kolesarji, to sta bila Baloh in pa ta naš Robič. Jure Robič, ja. Potem sem imel fante, ki so tekli čez Aljasko ali pa smučarskimi teki šli čez Aljasko. Potem sem imel jadralce, ki so jadrali čez Atlantski ocean. Tako da kar nekaj takih ultra, kako bi jim rekli, ne samo maratoncev, tudi kolesarjev ali pa kogarkoli sem imel. Tam so seveda zahteve še drugačne. Takrat delaš v zelo ekstremnih pogojih, kjer se en zdrav včasih na trenutke tudi zgublja in je treba biti tudi na te stvari pripravljen. Če si pripravljen, lahko prenašaš večje napore in tam je ta psihična priprava usmerjena predvsem v to, da znamo v nekih res tveganih, težkih situacijah še zmeraj obdržati en stik z realnostjo oziroma eno normalno adaptacijo, da ne izgubimo glave in ne začnemo delati neumnosti, ki so pa lahko tudi življenjsko nevarne potem.
No, zdaj to sem namenoma vprašal, ja, ker med mojim poslušalstvom je kar nekaj ultra tekačev, vedno več jih je, no, ki gredo v razdalje in tudi v časovne, bi rekel, okvire, ki presegajo en dan, 2 dni in tako naprej. In tam, ko z njimi se pogovarjam, oni imajo posebne mentalne izzive, včasih tudi odidejo z svojega telesa, Ja. pa halucinirajo in tako naprej, kar je. No, ampak kadar gremo ven iz svojega telesa po zavestno kontrolo, zato da nas ne boli, je to seveda zelo dobro. Temu osnova tega predstavlja tako imenovano astralno telo, pojav astralnega telesa, ampak kadar pa se nam to zgodi brez našega nadzora, se pravi, takrat je pa to seveda lahko tudi nevarno, ne, in tega si pa ne želimo. Ne. Se pravi, ste že svetoval morda kdaj kakšnemu športniku, rekreativcu, da ga njegov šport prej ne zdravi, ampak da je Ja, destruktivno vpliva na njega? Ja. ja, a veste, to je pa velikokrat situacija, ko začnejo ljudje rekreacije, bistvo športne rekreacije je nekaj, kar v bistvu predstavlja en dobrobit za telo, nek doprinos pravzaprav k zdravju, k veselju, življenju, motivaciji za življenje in tako naprej. Ampak včasih se potem ljudje zaradi kakšnih motivov, ki so mogoče bili čisti tekmovalni motivi, pa jih nekoč v preteklosti nismo uspeli doseči, se potem v enem kasnejšem obdobju, seveda v eni konkurenci, ki je malo zožana, ne, ni vrhunska, se mogoče taki rezultati malo lažje dosežejo in potem včasih zamenjajo smisel vrhunskega športa z rekreativnim in potem pride lahko do tega, da pozabljajo, da so v življenju še druge stvari v življenju, ki so pomembne, ne, od družine, otrok in tako naprej. Ja, tudi to se dogaja. Tudi o tem se poskušamo pogovarjati in poiskati en zdrav odnos do tega, ne. Kdaj je to nekaj, kar je rekreacija, kdaj to postane neka obsesija, ki pa nima več zdrave konotacije, ampak predstavlja neko konotacijo odvisnosti, droge, ki je seveda malo boljš kot pa navadna droga, ampak še zmeraj je to odvisnost in ni zaželena, tega si ne želimo. Tudi s takimi sem imel upravka, seveda. Ampak je to, a veste, zelo težko postaviti tisto mejo, reči, tole je zdravo, tole naprej pa ni več zdravo, ampak vidim, da takemu človeku razpade družina, da ni, to pa seveda zagotovo ni nekaj, kar prispeva k kvaliteti njegovega življenja. Tam se je pa treba znati ustaviti. Ali pa imeti vsaj nekoga, ki te opozori, da prihajaš v nevarne vode in da je pametno, da malo narediš obračun s samim seboj in svojimi aktivnostmi. Ja, marsikoga sem kdaj že slišal reči, da je zamenjal eno odvisnost za drugo, ampak da je zdaj izbral boljšo odvisnost. Zdaj, dokler se pogovarjamo, tako kot ste rekel, v nekih okvirih, zdravih okvirih, zdaj ni vedno športna odvisnost boljša od, ne vem, odvisnosti od drog ali pa od, ne vem, interneta ali pa od pornografije ali pa česarkoli, če vodi tudi v, rekel, neke negativne učinke, kaj ne. Ja. Zdaj, morda še za konec rečeva kakšno o dihalnih vajah, ki so zelo popularne zadnja leta, no, tudi kot način psihološke priprave na težke izzive. Se vi tega kaj poslužujete, imate kakšno mnenje o tem? Seveda, dihalne vaje so sestavni del psihične priprave, ampak jaz imam veliko bolj širok nabor vseh teh vaj, od avtogenega treninga, raznih tehnik globokega sproščanja, dihalnih vaj, hipnoze, zelo veliko uporabljamo hipnozo, tudi pri premagovanju bolečine in tako naprej. Tako da tehnike vizualizacije, tehnike za zmanjšanje, za povečanje koncentracije, tehnike disociacije, to so tiste, s katerimi gremo ven iz telesa, da nas ne boli takrat, ko je naporno, ali pa da v času, ko je pritisk največji, ne popustimo, ne, oziroma bolečinski pritisk govorim, ali pa pritisk neugodja. Ne. Tako da teh tehnik je zelo veliko, dihalne vaje imajo seveda svojo težo, predvsem so zanimive zato, ker jih lahko tekom samega teka uporabljamo, zato da se hitrejše in lažje soočamo s stresom, ampak z dihalnimi vajami ne morete doseči zmanjšanja bolečine, zato rabite malo bolj intenzivne tehnike. Ne. So pa te dihalne tehnike sestavni del mojega dela. Medicinska hipnoza mi je zanimiva stvar, to je dokaj nova, bom rekel,
disciplina znotraj psihoterapije ali pač ne? Ne, to ni nova stvar. To je, recimo, v področju športa je to moj oče delal že od leta 1974 naprej, praktično. Tudi jaz se tega zelo veliko poslužujem. Ampak jaz to delam nekako na področju športa, zdaj v zadnjem času tudi moj sin veliko uporablja, ampak glede na to, da je on zdravnik, uporablja to bolj v terapevtske namene za najrazličnejše zdravljenje vseh mogočih tegob, od psihosomatskih do čist telesnih stvari. Jaz pa to uporabljam predvsem v kontekstu športa oziroma pomoči športnikov. Tukaj pa največkrat govorimo o obvladovanju stresa, o zmanjšanju anksioznosti, o odstranjevanju depresivnosti, za pomoč pri zmanjševanju odvisnosti, za dvig samozavesti in tako naprej. Kar širok nabor tega je, kjer si lahko z medicinsko hipnozo precej pomagamo. Odlično. Zdaj, morda mi je prišlo na misel, ko ste omenjali vsa ta stanja, ki se jih da terapirati na ta način. Ste kdaj morda prišel do tega, da ste dobil, bom rekel, predse človeka, rekreativca, pa za katerega ste pa ugotovil, da je s športom pravzaprav na en način začel zdraviti svoje travme nerazčiščene in ste potem moral ta proces v bistvu neke mentalne športne priprave razširiti na dejansko terapijo. Ja. To je pogosto prisotno, ne? Ampak včasih gre za, mislim, tako da zelo težko govorimo samo o neki psihični pripravi, skoraj vedno se potem dotaknemo tudi nekih osebnih ali pa zgodovinskih stvari posameznika, kjer je lahko včasih malo patologije, včasih pa tudi zelo veliko patologije. Tako da marsikdo dejansko zbere športno aktivnost zato, ker je športna aktivnost v mnogih nekih osebnostnih težavah ali pa bomo rekli duševnih motnjah in boleznih zelo koristna terapija. Praktično tudi psihiatri to marsikje predpišejo. Skozi šport se da veliko stvari ne pozdraviti, bomo rekli, ali kontrolirati, umirjati, tudi pozdraviti. Športna aktivnost je izrazito dobrodošla v takem primeru. Tako da marsikdo je to že sam pogruntal, pa je skozi šport najdel ene ventile, ki mu pomagajo, da lažje živi, in seveda, kadar pride pol psihologu v prvi fazi po neko pomoč, potem malo ugotovimo, da so v ozadju neke druge stvari in seveda potem se klasična psihična priprava malo poveča ali pa spremeni v tudi psihoterapijo, ampak vse skupaj v smislu seveda procesa ali pa tega, da šport pomaga pri zdravljenju takšnih ali pa drugačnih motenj, težav, lastnosti. Hvala, doktor Tušek. Mimogrede, čisto zadnje vprašanje, ste kdaj se ukvarjali s tekom, morda ste bil kdaj tekač? Tekač nisem bil sem pa smučarski tekač. 2 leti sem treniral smučarske teke, tam, kjer sem v mladosti živel, potem je nekako klub propadel, pa sem nehal. Je pa res, da sem skozi življenje spoznal zelo veliko tekačev. Neke stvari se mi zdijo zelo zanimive tudi z vidika mojega osebnostne strukture, namreč tekači nimajo povprečne športne osebnostne strukture. Če si tekač na dolge proge, ne smeš biti preveč ekstraverten, zato ker je zelo malo ljudi pripravljeno s tabo 30-40 km na dan preteči. Moraš biti mogoče, v osnovi so malo bolj introvertni taki ljudje, ki si znajo zamotiti sami. Je pa res, da je pri meni še en drug problem, poškodbe mojih kolen so take, da meni teka pravzaprav ne dovoljujejo, tako da v mladosti sem še kar nekaj tekel, potem pa zaradi 3 operacij kolen tega nisem mogel več. Imate kakšno priljubljeno obliko športa zdaj? Ja, zanimivo, kljub tem poškodbam kolena še zmeraj pa lahko smučam. Me sicer vedno malo boli, ampak je veselje do smučanja tako močno, da tista bolečina nekako vsaj za par dni dam na stranski rob. Z izvrstno mentalno pripravo, kaj pa seveda. Profesor doktor Tušek,
najne gledalke, najni poslušalci so sigurno zaintrigirani, zdaj razmišljajo, pa morda bi imeli še kakšno vprašanje, morda bi vas pobarali še za kaj več, tudi celo za kakšen coaching, terapijo, kje vas lahko najdejo, kako lahko pridejo do vas? Glejte, midva s sinom sva odprla center zdravja Tušak, kjer imamo na spletnih straneh našega centra, dobite mail, kamor se lahko brez problema obrnete z vprašanji, dobite mail, dobite tudi zelo veliko informacij, tudi kar nekaj člankov je gor stvari, tam je tudi najen spletni internetni naslov oziroma e-mail naslov, kamor naj lahko brez problema kontaktirajo, tudi telefonske številke so tam dostopne, tako da kadarkoli so dobrodošli. Naslov je pa www.tusak.eu. Tako da tam me lahko najdete, tam naj lahko najdete in z veseljem poklepetamo. Izvrstno. Profesor dr. Matej Tušek, jaz vam želim še naprej lepe božične praznike, pa ugodno smuko bom dejal, pa hvala za vaš čas in izvrstne informacije. Tudi jaz vašim poslušalcem, gledalcem, predvsem pa dobre želje za to, da cilje, ki jih postavimo v vstopu v novo leto, nekam zapišemo, da bodo bolj verjetno tekom naslednjega leta res realizirani. Izvrsten nasvet za na konec. Hvala tudi vam. Lepe praznike vsem. Srečno 2025. Hvala. Izvrsten pogovor, hvala dr. Tušek. Za finale tako predlagam pa še knjigo in film tedna, ja, če čez praznike nimate idej, pa morda pride kakšen naprav, ja, v letu 2025 morda ne boste samo tekli, ampak tudi hodili, ja, hoja je vroča, tudi na knjižnem trgu. Tale knjiga vam bo tako prišla v prav. 52 priložnosti za hojo. Avtorice Annabel Abs je izšla pri založbi Aktivni mediji, knjiga pa s premišljenimi predlogi za tedensko hojo podprtimi z dokazi. Prav vse nas bralce spodbuja, da svojo hojo izboljšamo in hkrati poiščemo nove poti, nove sopotnike in nove čase dnevnih in nočnih pohodov ter nove veščine, ki jih pridobivamo med hojo. 52 priložnosti za hojo, spoštovane, je presenetljiv in poučen priročnik za vsakogar, ki je obtičal na utečeni pohodni, morda tudi tekaški poti, pa ga zanimajo manj znane prednosti hoje ali pa si preprosto želi pohodniških novosti in pustolovščin. In za konec še film tedna, za katerega sem izbral prav posebni dokumentarec. Ja, par dni nazaj sem imel čast prisostvovati premieri novega filma, ki govori o maratonu Badwater, ja, najtežji ultra preizkušnji na svetu. Samo 100 tekačev se vsako leto sredi razbeljenega poletja pri 50 stopinjah Celzija zbere v dolini smrti, da odteče 217 km po peklu doline, skoraj na vrh gore Mount Whitney. Med njimi, med to stoterico, sta bila letos tudi Marko Femc in Mirko Miklič, oba prekaljena slovenska ultraša, in evo, spoiler, oba na koncu tudi prideta v cilj. Projekcija je bila super, nabasano polna dvorana, je zaploskala akterja in režiserki, dogodek pa se je odvil pod okriljem Rotary kluba Zgornji Brnik, ki zbira sredstva za projekt Siddharta v Etiopiji. Link spodaj. No, film si boste tudi vi lahko gledali na RTV Slovenija kmalu po novem letu. Dolina smrti, verjamem, vas bo navdušila, in če smo že pri temi tega podcasta, vam bo tudi pokazala, kako pomembna je mentalna priprava na najtežje tekaške preizkušnje. Takole na koncu naj vam zaželim samo še čudovite in lepe praznike in na koncu naj vam zaželim samo še čudovite, lepe in mirne praznike ter udaren prehod v novo leto. Pa hvala, ker me spremljate, in dobrodošli še naprej, draga publika. In za konec še trailer, ne iz filma, ki sem ga priporočil, pač pa njegovega predhodnika, ja, tudi lansko leto je o podvigu Mirka Mikliča, ki je bil že v dolini smrti, nastal film, takrat z naslovom Dolina, in tega si lahko ogledate, ja, za uverturo, ja, v ponovoletno dolino smrti. Hvala vsem, jauza in srečno novo leto. Da
Da sem povabljen na Badwater, sem izvedel na poti v Dolomite na zimski oddih. I love the idea of physically going from one place to another. I describe it as exploring the inner and the outer universes. I think the only way to be truly prepared for Badwater is to spend 2 weeks in Badwater training. Dokumentarni film Dolina.